V premogovniku Velenje se je 20 minut čez polnoč zgodila delovna nezgoda, v kateri se je poškodovalo 6 rudarjev. Nesreča se je zgodila zaradi tako imenovanega stebrnega udara, nenadne sprostitve hibrinskih stebrov v severnem delu jame Preloge. Kot je povedal direktor premogovnika Milan Medved, so to dogodki, ki se občasno zgodijo in jih ne morejo napovedovati. Zagotovil je še, da nihče od rudarjev ni v smrtni nevarnosti. Poškodovane rudarje so takoj prepeljali v zdravstveni dom Velenje, 3 so bili napoteni k osebnemu zdravniku, 3 pa prepeljani v bolnišnico Celje. Na slovenskih fakultetah in srednjih šolah so se danes začeli informativni dnevi, na katerih so se dijaki in učenci pozanimali o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Študentske in dijaška organizacija so tudi tokrat pripravile številne aktivnosti. Delili so predstavitvene brošure, na infotočkah pa so mlade pričakali informatorji. Prva predstavitvena predavanja so se na večini fakultet začela že ob 10, popoldne pa ob 15. Prav tako že dopoldne so svoje programe prihodnjim dijakom predstavile srednje šole. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo ponovno sojenje zaradi oddaje finske televizije Resnica o Patriji. Predsednik vlade Janez Janša med drugim toži avtorja oddaje Magnusa Berglunda. Od njega in soobtoženih zahteva 1,5 milijona evrov odškodnine ter umik izjav, da je bil pri nakupu finskih oklepnikov podkupljen. Tožbo je na prvo stopnjo vrnilo višje sodišče, ki je prvo sodbo okrožnega sodišča razveljavilo. Cariniki so po 3 tednih končali stavko, njihov sindikat je včeraj s finančnim ministrstvom podpisal sporazum, ki predvideva, da v carinski službi ne bodo odpuščali zaposlenih za nedoločen čas, ampak bodo prihranke iskali drugje. Zemljo bo danes preletel asteroid z imenom 2012 DA14. Premer asteroida je 46 metrov, našemu planetu pa se bo po napovedih približal na nekaj manj kot 28.000 kilometrov. Gre za rekordno bližnje srečanje s tako velikim asteroidom od začetka sodobnih meritev. Ni pa se bati, da bi asteroid, ki leti s hitrostjo 13 km na sekundo, trčil z Zemljo. Na zahodu bo po večini jasno, tudi v notranjosti se bo delno zjasnilo. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Temperature bodo od -5 do 0, čez dan do 4 stopinje Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva še megleno, nato se bo delno zjasnilo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Fakultete in srednje šole privabile tisoče bodočih študentov in dijakov. Odprt lov za županski stolček. Mariborski nadškof o preteklosti in prihodnosti nadškofije. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.